besedo povem ti, kaj čutim, čakat ne znam. Vem, da bi rada, da skupaj letiva, a jaz nimam kril, da bi nesel oba. Ti se zgubi, a najljubše krvi že neki, kar ni. Smisel iskal bi, pa sem preutrujen, mislim, da je prav. Če si bodo celo rane, nekaj ne pusti tam, ostane le enak spomin na to, kar sem bila. Če si bodo celo rane, nekaj ne pusti tam, ostane le enak spomin na to, kar sem bila. S tem se povedeš in stav. Zdaj, ko si najla se pot v svetlobo, je čas, da najdem svoj pristan. Ko ti se zgubi, a najljubše krvi že neki, kar ni. Smisel iskal bi, pa sem preutrujen, mislim, da je prav. Če si bodo celo rane, to, kar sva bila. Dober dan in dobrodošli na otvoritvi razstave Veronike Pogačar. Veliko veselje mi je, da lahko prav na kulturni praznik otvorimo razstavo lokalne umetnice. Veroniko Pogačar sicer že poznamo v Menačenkovi domačiji, se je predstavila že dvakrat, in sicer kot zbirateljica in ohranjevalka slovenske kulturne oblačilne dediščine. Tako se je predstavila z razstavo Zgodbe ženskih pokrival in pa z razstavo Zadnja v postelju, prva po konci, pa bo vedno nekaj dobrega v lonci. To je bila razstava kuhinjskih prtičev, predpasnikov in kuharskih knjig. Srečali smo se s Veroniko tudi lani na Slavnikarskem sejmu, kjer je predstavila narodno nošo, in sicer od spodnjega perila do noše. Za svoje aktivno sodelovanje v društvih, prizadevno delo, s katerim dviga kulturni nivo in ohranja identiteto lastnega naroda, je leta 2019 prejela tudi nagrado občino Domžale. Danes pa jo bomo spoznali v drugi luči. Predstavlja se nam namreč kot umetnica, kot bivša članica kulturnega društva Senožeti, kjer je ustvarjala pod mentorstvom Janeza Zalaznika in kjer je tudi spoznavala se z umetnostjo tudi na tečajih in izobraževanjih akademskega slikarja Toneta Račkega. Torej, Veronika, če vas lahko najprej kar vprašam, odkje ljubezen do slikanja? Meni ste povedali zelo zanimivo zgodbo, pa če bi jo mogoče zdaj delili še z ostalimi.
Jaz sem bila dober dan najprej, pa hvala za tak velik obisk. Jaz sem bila najbrž bolj tak potepinski otrok in ko sem pri kakšni hiši videla kakšno lepo sliko, sem bila že kot majhna punčka pozorna na tisto, se pravi, da stvari so me zanimale. Potem me je pa oče moj večkrat vzel recimo v Kamnik, kjer je imel prijatelje, sadnikarjev in pa še kakšnih drugim, tako da ja, počas sem, čeprav nisem nikoli potem kasneje mislila, da se bom s temi stvarmi ukvarjala, to je potem dozorelo že preden sem šla v penzijo. Se pravi, potem ste z ustvarjanjem začeli šele v penziji oziroma v likovnem društvu Senožeti. Ja, to je bilo pa tako. Enega lepega poletnega dne sem bila v Laškem v toplem bazenu zunanjem in sva se srečali z direktorico Lipe. In mi je razložila, da bojo novo skupino organizirali likovno, no in seveda sem bila takoj zraven, s tem, da sem bila malo pred tem, da gremo v penzijo. Eno leto smo delali, vodil nas je gospod Janez Zalaznik, akademski slikar. Po enem letu smo se pa odločili, da gremo mi po svoje. Pomagal nam je tudi gospod Pavle Pevc z nasveti, takrat je bil na Javnem skladu za kulturne dejavnosti in smo v Radomljah ustanovili likovno društvo, ki je delovalo oziroma v katerem smo se 20 let družili. To je bilo 20 let dela, 20 let učenja, 20 let slikarskih kolonij od Toskane, Provence, pa Cinque Terre, pa Villa Manin, pa ne vem, kje vse smo bili in nismo bili, in pa ogromno potovanj oziroma izletov na Dunaj, Milano, na največje te likovne razstave. In mogoče, če nam zaupate, kateri izlet vam je najbolj ostal v spominu ali pa Težko kateri reči. umetnik je pustil največji vtis? Ja, umetnik, recimo, ko smo bili enkrat na Dunaju, ne vem, kater, sem prvič videla od Egona Schieleja slike, me je pretreslo, tako da še zdaj, kadar se spomnim, imam tudi doma katalog, grem gledat te obraze, te portrete, ki jih je naredil, to trpljenje ljudi z obrobja in tudi njegov portret je bil tak, skratka, no, res je to naredil name en tak velik vtis. Ali pa recimo potem kasneje, enkrat smo šli tudi gledati zadnje slike Picassa. Picassa in sicer so bile tudi take groteskne slike, polne erotike in dobil si občutek, kot da se res, da ve in se zaveda, da se poslavlja. Drugač pa ja, recimo, portret dekleta z Biserine od Vermeerja, to je pa spet drug par rokavov, ne? Nežnost, lepota, milina in tako naprej. Težko bi rekla, da imam nekoga, ampak bolj sem si zapomnila po slikah in po delih. Kaj pa vaše delo? Tukaj na razstavi lahko vidimo krajine, lahko vidimo tihožitja. Tisti, ki ste uspeli še tja odzadnji v zadnjo manjšo sobo, ste lahko opazili tudi portrete, ki so tudi družbeno kritični in pa figure. Kaj od tega vam je bilo mogoče najljubše slikati? Kaj vas najbolj navdušuje? Kot je že tamle v vabilu napisano, najbolj me je krajina. Najbolj me je krajina, čeprav mi smo ogromno delali tihožiti, zato mi je tudi recimo od naših Gojmir Anton Kos, en tak ljubi slikar, njegova postavitve, mislim, res se lahko iz njegovih slik marsikaj naučiš. Kaj pa te družbeno-kritični portreti, mogoče še kakšno besedo o tem? Ja, zdaj so taki časi, da je treba mogoče tudi kakšno sliko na to tlepa narediti. Ni kaj posebnega, no, ampak enkrat smo imeli. Torej, naš mentor nas je na 100 načinov pripravljal, da bi delali še kaj drugačno, pa da bi začeli res svojo glavo uporabljati in delati, kar smo se naučili in kar nam on svetuje. Najlepša hvala, da ste nam malo predstavili razstavo.
Z nami je tudi duo Two Brothers in bosta sedaj odigrala še 2 pesmi. Po zaključku vas pa lepo vabim še v zgornje nadstropje, kjer je pogostitev in če imate mogoče še kakšno vprašanje za avtorico, lahko potem še ena. Če ne znam, kot da ti vse dam. Drugače ne znam, kot da ti vse dam. Vem, da z ognjem se igram, a ne morem od tebe stran. Vzel bom najlepše, bom skril vsako tvojo napako, v temo bom zavil. Vseeno mi je, nej pač malo boli, dokler ta ogenj še gori, dokler si mažem zobe oči. Ne poznam, kot da tebi se predam. Ne drugega ne poznam, kot da tvojo igro igram z neba v dan. Z neba v dan. Vzel bom najlepše, bom skril vsako tvojo napako, temo bom zavil. Vseeno mi je, nej pač malo boli, dokler ta ogenj še gori, dokler si mažem z ognjem oči. Dokler ta cel svet ne pregori, ker resnica včas boli. Boli. Vzel bom najlepše, drugo bom skril vsako tvojo napako, temo bom zavil. Vseeno mi je, nej pač malo boli, dokler ta ogenj še gori, dokler si mažem z ognjem oči. Vzel bom najlepše, bom skril vsako tvojo napako, temo bom zavil. Vseeno mi je, nej pač malo boli, dokler ta ogenj še gori, dokler si mažem z ognjem oči.
oceanom, v pesmi bi opevali celo od Venere dan. No, eni govorili bi, da so zvezde ti zavistne, tvoj sijaj zamegli, da prezorostani se. Eni spremenili bi celoten svoj izgled, da za trenutek ukradi bi esanca tvoj pogled. Šli bi kamor hodiš ti, da si im na očeh, tvoja im bližina skoži misel na greh. Jaz bi te ljubil malo drugače, začaral bi te, da misliš samo name, razviru bi te, v srce se vname. Jaz bi te ljubil malo drugače. Eni so prepričani, da si jim usojena, utri izpolni željo vse, na to vzame katema. Eni so te sanjali, že predno pade noč, večno v šaku jih držiš, in to ti daje moč. Eni so tja prišli, kamor pride redko to, prehitro je postala droga, tvoje jim telo. Poslala si na svet, ko si kosten od Boga, še tvoja danes stala bi, da ni živela Helena. Jaz bi te ljubil malo drugače, začaral bi te, da misliš samo name, rad videl bi te, v srce se vname. Jaz bi te ljubil malo drugače, malo drugače. Pravzaprav je lepo, da se zahvalim gospe Ivani za tole priložnost, gospodu Kosu za postavitev, pa še vsem, ki so pomagali pri tej razstavi. Namreč, ja, glasbenikom seveda posebej, namreč to, da imam razstavo na današnji dan, na slovenski kulturni praznik, mi pomeni približno toliko, kakor če bi dobila eno majhno Prešernovo nagrado. Covid nam je marsikaj vzel, tudi meni osebno recimo, in prenehali smo z društvom in tako naprej, ampak tudi delamo manj tisti, ki smo bili recimo včasih v društvi. Jaz rečem zase, da imam kulturni molk, to se lepo sliši, pesnik bi me najbrž za ušesa, in upam, da s to razstavo in s tem dogodkom danes, da dobim spet mogoče nov zagon in da spet vzamem čopič. Ja, torej še enkrat najlepša hvala duo Two Brothers in pa Veroniki Pogačar. Lepo vabljeni v Zgornje nadstropje. Je to vprašanje še lahko? Lahko, seveda. Izvolite. No, saj ne bo vprašanje. Veroniko se poznava
ne dolg, ampak bolj z unga konca. Domača in umetnostna. Od spodnjih hlač? Ja, pa še zgoraj neč pa spodaj. Bolj malo. Tako svoje skrb, mislim, postavljamo v rojstni hiši Jakova Aljaža, kjer deluje tudi naše društvo. Ampak, jaz sem tole zagledal, tele slike, danes sem bil dobesedno pav. Pav nad barvami, nad kompozicijo, nad vsem. In če si ti rekla, da si danes zaslužila malo nagrado Prešernov, ti jaz rečem veliko. Pa kar pogumno. Kjer je zdaj ta Marko? To je moj brat. A on je risal? To je pa moj sin. A on je risal tisto? Jaz se spomnim Mojca. Ja, ker sem že star sin. Tele so Drgata je sonca. Ja, se ne